volja po poroki usiha, samskost narašča, volja po imeti otroke prav tako usiha. To torej pravim povezujem z nekim širšim strukturnim trendom individualizacije. Na drugi strani pa ta dejstva, ne, padajoča rodnost in tako naprej, podžigajo tiste mlade desne aktiviste, da rečejo, glejte, ta družba resnično drvi v propad. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend, daljša, bolj sproščena različica našega dnevnega podcasta, ki ga redno poslušate na Spotify, YouTube podcast, na Apple podcast in na platformah, kjer si želite zavrteti vsebine v audio, pa tudi v video obliki. Tokrat torej v Večeru za vikend, da boste zanimivo poslušali in gledali skozi konec tedna. Prvi konec tedna v oktobru in kot oktober prinaša vsako leto, to je čas novega študijskega leta. V moji družbi zdaj redni profesor, raziskovalec, Miran Lovrič, sociolog tudi, ne. Zdaj vprašal sem vas, kako vas natančno predstaviti, pa bi kar vas prosil, ker vseeno pri akademikih je verjetno prav, da se vas predstavi pravilno. Ja, lep pozdrav. Rekel sem, da me lahko predstavite kot raziskovalca mladine, religije in vrednot, ker so to nekako področja, s katerimi se največ ukvarjam. Pa mogoče bi dodal tudi raziskovalec prostora jugovzhodne Evrope, ker nekako je moja raziskovalna pot napeljala na veliko število projektov, ki se ukvarjajo specifično z mladimi na področju jugovzhodne Evrope, kamor štejemo tudi Slovenijo. No, tako da je tukaj Slovenija v primerjalni perspektivi ena takšna zanimiva, najbolj severna država. Okay, želeli smo si, da bi se v začetku študijskega leta pogovarjali o mladih, pa preden preidemo na vsa vprašanja, zanimanja, me zanima, kaj vam predstavlja nov ciklus oziroma novo študijsko obdobje, novo študijsko leto, kaj prinaša za akademike? Vsako leto so novi izzivi, letos pa se mi zdi, da bo še posebej pestro in da bo ključna beseda umetna inteligenca. Lani smo seveda že občutili učinke umetne inteligence in se prilagajali na različne načine. Bi rekel, tudi se razdelili med tiste, ki so bolj defenzivni glede teh novih tehnologij in tiste, ki smo malo bolj entuziastični. Iščemo neko tisto pravo pot, no. Ampak nedavno je Gospodarska zbornica Slovenije pozvala univerze naj prilagodijo učne načrte in programe umetni inteligenci, seveda v smislu, da bomo naučili študente uporabljati ta orodja. In zdaj smo nekje bolj na začetku tega procesa in se profesori prilagajamo, verjetno eni bolj entuziastično in hitreje, drugi malo manj, eni bolj defenzivno, drugi malo bolj recimo spodbujajoče za študente. Tole mislim, da je ključno, no. Sicer pa z vpisom smo zadovoljni in jaz z velikim, bi rekel, optimizmom pričakujem to pestro študijsko leto. Super, ker ste navrgli še dodatno temu, me zanima, kako predavatelj uporablja umetno inteligenco, na kakšne načine, mogoče, če ste specifični. Gotovo umetna inteligenca pomaga zelo hitro širiti obzorja, spremljati literaturo, mogoče pokazati na vrzeli v predavanjih, torej konkretno lahko rečem, dam drsnice za neko temo v presojo umetni inteligenci, kaj bi lahko tukaj še izboljšal, katere mogoče avtorje sem premalo obdelal, pa bi jih lahko bolj. In dobim hitre odgovore, seveda, ki jih potem sam razvijam naprej in nadgrajujem, ampak tudi tukaj lahko s pomočjo umetne inteligence. Tako da jaz mislim, da bom, ker sem se to poletje precej posluževal tega pristopa, da bom letos študentom ponudil precej boljše predavanja kot lansko leto, na primer. Kar je super, ne? Kaj pa strani študentov pričakujete,
da si bodo pomagali z umetno inteligenco, da jo bodo morda zlorabljali, kako ravnati v takšnih situacijah? Vsekakor to pričakujem in smo že lani imeli takšne primere in seveda, ko so se prvi takšni začeli dogajati, smo staknili glave, kako zdaj s tem postopati. Imamo pravzaprav že neke smernice na univerzi, kakšna je odgovorna raba umetne inteligence. Študenti, če je to dovoljeno, lahko torej profesor prepove. Če pa je dovoljeno, mora študent jasno napisati, kako je uporabljal umetno inteligenco in seveda ključno je, kaj je v njegovi glavi. Predvsem to je zdaj tisti prehod, ki ga terja umetna inteligenca, torej od nekih seminarskih nalog, ki se zgolj napišejo in oddajo k predstavitvam in te predstavitve bolj v smislu obrambe tez, ki jih študent zagovarja, kot pa v smislu nekega mehaničnega predstavljanja. Kdaj se pričakujejo prve raziskave, kakšen je vpliv umetne inteligence na raziskovanje mladih, pa na to, kakšne imajo sposobnosti uporabe teh? Raziskave že obstajajo, seveda v glavnem jih delajo Američani. Neka bifurkacija se dogaja pri raziskovalcih, torej nek razcep. Tisti, ki so bili že prej boljši, se jim produktivnost načeloma bistveno dvigne. Tisti, ki so pa prej recimo že zaostajali, pa se znajo zgubiti v umetni inteligenci, prehitro sledijo slabim nasvetom umetne inteligence ali pa se prepustijo temu, da umetna inteligenca je preveč, bi rekel, indulging, torej preveč pritrjuje tistemu, ki jo uporablja. In v tem smislu pravzaprav jim produktivnost ne napreduje ali pa celo nazaduje. In mislim, da podobno je tudi pri profesorjih in tudi pri študentih. Tisti, ki ne bojo znali uporabljati, oziroma ki bodo uporabljali slabo, nepremišljeno in tako naprej, ki nimajo dovolj znanja tudi iz področja, recimo iz sociologije, tisti bodo verjetno imeli pravzaprav še več težav. Ob pogoju, da bomo profesorji seveda odgovorno upravili svojo nalogo in kaznovali slabo uporabo umetne inteligence. To pa zahteva eno novo budnost od nas. Nekateri pravijo, da je umetna inteligenca pod narekovaji. Kaj vi menite o sami umetni inteligenci? Tale terminološka razprava, ali je to inteligenca ali ne, se mi ne zdi toliko bistvena. Jaz na to gledam kot na neko orodje, s katerim si lahko pomagamo pri raziskovanju in to orodje pač omogoča bistveno boljše, hitrejše raziskovanje, obdelavo podatkov, obdelavo videov. Malo smo se prej pogovarjali o tem, torej pri nas na sociologiji veliko študenti analizirajo neke video vsebine, kar je bilo do zdaj precej na roke. Bilo bi neodgovorno, da jih ne bi naučili uporabljati novih orodij umetne inteligence, ki omogočajo hitrejše, bolj kakovostno raziskovanje na tem področju in na številnih drugih področjih. Gremo zdaj na mlade. Omenili ste že, kaj pomeni novo študijsko leto za vas, akademike. Kaj pa za mlade, kaj jim predstavlja? Je to en vrhunec leta, zato ker pač so pričakovanja tukaj, zato ker se zelo srečajo s kolegi, so del skupnosti, ali je to predvsem neko stresno obdobje, zdaj me pa znova čakajo obveznosti? Jaz mislim, da je mešano, da so eni in drugi občutki, da je tudi precej odvisno od posameznika, torej da pri nekaterih bolj prevladajo ti pozitivni občutki, tako kot recimo pri meni, kot profesorju. Gremo nazaj v skupnost, v neko dobro, pozitivno rutino. Pri drugih pa lahko bolj prevlada tesnoba. In ta beseda tesnoba ju bo še spremljala v tem pogovoru najbrž precej, ker med duševnimi težavami, ki med mladimi, kot vsi vemo, precej naraščajo v zadnjih 10-15 letih, je prav anksioznost oziroma tesnoba verjetno najbolj izpostavljena. Pred dnevi smo v Večeru objavili članek o raziskavi, kako je pandemija spremenila mlade. Zdaj se o tem nekaj let po pandemiji pogovarjamo vse več. Je prav, da se o tem pogovarjamo in kakšni so
prvi zaključki, kaj ste ugotavljali v bistvu v tej raziskavi? Vsekakor je prav, da se pogovarjamo o tem, in z vidika sociologije je to en velik naravni eksperiment, rečemo temu, ko se zgodi nek velik družbeni dogodek, ki ga seveda ne bi sprožili zgolj zaradi raziskovalnih namenov, ampak lahko pa ugotavljamo na tej osnovi, kako ljudje funkcioniramo, se odzivamo in tako naprej, tako da družboslovje absolutno je tukaj zelo zainteresirano, pa tudi seveda širša javnost. Predvsem pa se moramo pogovarjati zaradi tega, ker dejansko so učinki covida prisotni med mladimi, predvsem v tem smislu, kar sem že omenil, se pravi, merimo recimo stres ali pa neko odstojenost v smislu strinjanja s tradicijo življenja je zame prazno in brez pomena. Vse te stvari so narasle, precej narasle, pa tudi zaupanje v ljudi recimo se je zmanjšalo, zadovoljstvo z družinskim življenjem je upadlo. Moram povedati, da govorim zdaj o primerjavah, ki jih imamo na reprezentativnih vzorcih narejene za Slovenijo, pa tudi za Hrvaško med leti 2018 in 2023. In v tem času so se omenjeni trendi dogajali. Domnevamo, da je velik del tukaj odigral COVID oziroma zaprtje družbe zaradi tega. Ni pa nujno, da zgolj COVID. To je težko pravzaprav razločiti vse dejavnike, ampak ker vemo, da je tam od leta 2010 duševno zdravje mladih začelo drseti, pa ne samo v Sloveniji, mimogrede v Združenih državah Amerike še bistveno bolj in po celem zahodu se dogaja ta trend. Torej je jasno, da obstajajo tudi drugi širši družbeni dejavniki, ki so delovali tudi v tem obdobju COVID-a ali pa od 2018 do 2023. Ampak vendarle, imamo tudi podatke iz raziskave Mladina 2020, ki so bili zbrani leta 2020, torej v času pandemije, in tam vidimo, da dejansko je prišlo do nekega poskoka v osamljenosti, naprimer, do poskoka v nezaupanju v ljudi in da se je ta poskok potem umiril in da je stanje malčkeno boljše ali pa kar občutno boljše leta 2023, še vedno slabše kot v letu 2018, ampak ne samo naše raziskovanje, tudi druga raziskovanja kažejo, da je pandemija prispevala tudi k duševnim težavam mladih. Lahko nekako trdimo, da bo ta generacija, ki je doživljala pandemijo v času študija ali pa dijaških let, drugačna v prihodnosti, ali je to preveč brca v temo? Jaz mislim, da je to, ne bi rekel temu COVID generacija ali kaj takega, mislim, da bi bilo to pretirano, ampak glejte, v času COVID-a so se mladi bistveno bolj oprli na digitalne vsebine in se navadili še v večji meri uporabljati razno socialna omrežja za komunikacijo med sabo, igranje iger online in tako naprej. To je vse poskočilo in ni šlo nazaj. Se pravi, gre za to v veliki meri, da je pandemija okrepila neke trende, ki so bili prisotni že prej, ampak definitivno po pandemiji smo dobili precej drugačno mladino, kot smo jo imeli predvsem v smislu krepitve tega ostajanja doma pri računalniku in tako naprej. Je tudi s tem, da se je po 2010 pojavilo vse več duševnih stisk, povezano prav z vse večjo digitalizacijo, pa uporabo digitalnih platform, orodij? To je najmočnejša teza, znana je knjiga Jonathana Haidta, The Anxious Generation, ki po eni strani govori, da je problem te generacije mladih to, da so imeli preveč protektivno otroštvo, da niso smeli plezati po drevesih, če se izrazim malo metaforično, tako kot se on, torej vse v vati in niso raziskovali sveta kot otroci na tak način kot odrasli, kot predhodne generacije.
Torej, če tako odraščaš v vati in je svet tam zunaj neka nevarnost, ki je nisi nikoli v resnici potipal, to že samo po sebi sproža nek občutek anksioznosti, neke tesnobe, kaj je v resnici tam zunaj. Ne. No, drugi ključni dejavnik, bolj pomemben dejavnik po Haidtu pa so socialna omrežja. On pravi, ravno leta 2012 je prišlo do eksplozije duševnih težav in to je bilo ravno tisto leto, ko so se dejansko pametni telefoni začeli najbolj uporabljati, zelo napredovali, podatki so se prenašali masovno in tako naprej. In tudi ta porast je bil pri dekletih bistveno bolj izrazit. In on dokazuje, da pač raba interneta pri dekletih je, oziroma socialnih omrežij predvsem, je take sorte, da je bolj škodljiva za duševno zdravje. Tako da to knjigo, ki je dejansko bestseller že nekaj let, je on postavil tezo, ki je še nihče ni uspel uspešno ovreči. Vi uporabljate družabna omrežja? Uporabljam, ja, ampak zelo redko objavljam. Spremljam pa sem tja, kaj se dogaja. Ja. Je morda zaznati, da pa se vseeno dogaja v mlajših generacijah odboj do digitalnega sveta, ali gre le za posameznike, ki potrjujejo pravilo, da smo pač zdaj povezani skozi naše življenja preko digitalnega sveta? Pri delu mladih se dogaja odboj oziroma, rekel bi, odgovorna in pametna uporaba digitalnih orodij. Pravzaprav mislim, da je tako z vsako tehnologijo. Ne? Ko pride neka nova tehnologija, jo ljudje začnejo pač uporabljati, kakor se jim v tistem trenutku zdi. In na drugi strani podjetja, ki to ponujajo, poskušajo imeti čim večje dobičke in jim ni mar za negativne učinke uporabe. In podobno z socialnimi omrežji. Ne? Torej, vsi ti algoritmi so bili nastavljeni na tak način, da so zadrževali tvojo pozornost in to je predvsem mladim še posebej škodilo. Zdaj pa preprosto postajajo imuni in so se naučili ali pa se učijo, eni bolj uspešno, drugi manj uspešno živeti v tem svetu. Ne. In je treba tudi vedeti, da tisti, ki imajo mogoče iz drugih razlogov duševne težave, potem začnejo z nezdravo, problematično uporabo socialnih omrežij. Torej ne gre vzročnost vedno v smeri problematična uporaba socialnih omrežij, posledično pa si postal, ne vem kaj, depresiven in tako naprej. Velikokrat je tudi obratno in tudi Jonathan Haidt recimo to priznava. Ne. V preomenjeni raziskavi ste raziskovali oziroma opisovali tudi ostala družbena vprašanja oziroma vprašanja glede mladih, recimo kaj danes razmišljajo mladi, kako gledajo na svet, pa bi prosil mogoče že vsako to točko, ki sem jo nanizal v pripravi oziroma ko smo se dogovarjali za pogovor, na kratko poveste, kakšni so osnovni zaključki, seveda si jih lahko poslušalke in poslušalci tudi preberejo na spletu, ampak da malo, kot bi rekli, po medijsko natizamo to, da bi se ljudje zanimali za te teme. Torej, ja, o čem danes razmišljajo mladi? Mogoče bi začel s tem, da so se skrbi mladih bistveno povečale v zadnjih, predvsem v tem obdobju od 2018 do 2024, ker smo delali še eno raziskavo 2024, tam smo se bolj ukvarjali z skrbmi. Torej, strah glede priseljencev se je povzpel skoraj na vrh med skrbmi mladih, daleč presegal strah glede okolja, onesnaževanja okolja in podnebnih sprememb. Strah glede vojne se je močno povečal, čeprav ni v prvi trojici, ampak je postal precej visoko, medtem ko 2018 je bil bistveno nižje. Strah pred kakršnokoli izpostavljenostjo fizičnemu nasilju se je tudi povečal precej na različnih načinih oziroma v različnih vidikih, ki smo jih merili. Tako da ta občutek, da smo v časih, kjer se lahko zgodi nekaj groznega, kjer je treba preprečiti drsenje v neko dekadenco, v nek razkroj, ta občutek je prisoten. Moram reči, med mladimi na levi in desni, ne? Ker smo vprašali mlade, kam bi se pozicioniral, levo ali desno, in recimo strah pred priseljenci je še bolj narasel
med mladimi, ki se pozicionirajo levo. Seveda, pri njih je nižji kot pri tistih, ki se pozicionirajo desno, ampak ta premik se je zgodil tudi pri levičarjih celo še mečkano bolj. Ne. Tako da ta občutek, neki temni časi na obzorju, to je nekaj, kar predvsej vpliva, se mi zdi, na vse ostalo. Ne. Ker druga stvar, ki bi jo izpostavil, pa je konzervativni zasuk in s tem povezana polarizacija. Ne samo v Sloveniji, spet jaz večkrat rečem, da je ta konzervativni zasuk med mladimi v Slovenijo precej uvožen preko YouTubea in socialnih omrežij in tako naprej, vplivnežev, kot je Jordan Peterson in tako naprej, Ben Shapiro. Skratka, iz Združenih držav Amerike, pa tudi od drugod, prihaja k nam. Ampak gre za nek odgovor, ki ga tudi, kot Jordan Peterson je intelektualec, torej ki ga zagovarjajo tudi intelektualci in so elokventni in so privlačni, ki ga torej zagovarjajo kot odziv na neko širšo krizo liberalizma. Lahko bi rekli tudi levice, v neki točki je levica opustila boj proti kapitalizmu, v resnici ga je sprejela, potem se je začela ukvarjati z zaščito marginalnih skupin. Tukaj je pravzaprav nastala ena priložnost za konzervativce, da so rekli, ne, tole zdaj več pravic raznoraznim marginalcem, samo povečuje razkroj, dekadenco zahodne družbe, moramo ustvariti razmere stabilnosti, vidimo, kaj se dogaja, recimo, in potem imamo te težave z integracijo priseljencev v Združenem kraljestvu ali v Franciji in tako naprej. In se to seveda potem razpihuje. In se prikazuje, kakor da je res zahodni svet v nekem razkroju in da je treba stvari postaviti nazaj na pravo mesto, ustvarjati trdne identitete, trdne spolne identitete, moški je moški, ženska je ženska, trdne nacionalne identitete, ne več kar prepušča, torej Madžarska je dežela Madžarov, bi rekel Orban in tako. To je postalo zdaj eno veliko gibanje na Zahodu, ki mu rečemo v politiki desni populizem, ali pa vsaj desni populizem je velik del tega zasuka prevzel. Ampak hkrati se dogaja, težko rečem, kaj je bilo prej, so politiki začeli ali je od spodaj rasl ta konzervativni zasuk, ampak dejstvo je, da se hkrati nekako dogaja tudi konzervativni zasuk v smislu vrednot, še posebej med fanti. Dekleta vztrajajo v liberalni drži, se celo mečkano povečuje, še posebej, ko gre za pravice žensk, seveda, ampak še posebej, ko gre za pravice žensk, so se fantje v zadnjih 5 letih zelo obrnili v smeri, da imajo ženske preveč pravic. Zakaj? Kaj je fante strah? Ja, seveda. Strah žensk. Torej, ta nova levičarska agenda, če tako rečem, zavzemanje za pravice marginalnih skupin, nagovarja tudi ženske kot marginalizirano skupino, ki ima premalo pravic, in priseljence in tako naprej, tako da pravzaprav samo večinski moški so tisti, ki niso zastopani v tej agendi in ti večinski moški se počutijo ogrožene. Seveda je dejstvo, da ti večinski moški imajo najboljši položaj v družbi in lahko bi rekli, da je nekaj šovinistične komponente v stališču, da bi moralo tako še naprej biti. Ampak kakorkoli, ker drsijo stvari v neko smer dekadence, je zdaj to v kombinaciji z občutkom, da leva politika zagovarja vse razen mene, torej fanta, z fanti je nekaj narobe, oni so tisti, ki grabijo vse pravice. To postane ena takšna privlačna mešanica za razmišljanje o družbi in politiki. Pa še nekaj je. Mladi fantje v šolah poslušajo to liberalno agendo in v naravi mladosti pa je, da je uporništvo privlačno. In njim se zdaj zdi,
Jaz sem v 80-ih živel in sem pisal pesmice o razpadanju Jugoslavije in kako to ne vodi nikamor in tako naprej, ker smo se upirali proti režimu, pač takrat, nekako je bilo to privlačno. To opažam tudi pri mladih, še posebej pri mladih fantih. Oni se zdaj upirajo proti neki liberalni hegemoniji, v smislu, treba je imeti pogum, reči ne temu škodljivemu načinu razmišljanja v družbi in poskušati postaviti stvari na svoje mesto. Ker nekaj tudi filmov lahko najdemo, mislim, na Netflixu, zdaj se ne bom spomnil naslova, pa sem gledal film o tem, kakšen vpliv imajo digitalni razlagalci sveta, nepotrjeni z nekimi raziskovalnim znanjem in podobno, s tem nagovarjanjem predvsem mladih fantov. In eden teh, ki je imel veliko publiko na digitalnih platformah v ZDA, pa tudi po Evropi, je bil pred kratkim preminuli Charlie Kirk, upam, da sem prav izgovoril. Njega je pač nekdo ustrelil, zdaj je sledil seveda nov val podpore gospodu Kirku. Kako si vi razlagate ta njegov fenomen v slovenskih medijih? Morda ni bilo zaslediti toliko, kaj je on predstavljal predvsem mlajšim generacijam konzervativcev pri nas. On je bil soustanovitelj gibanja TPUSA, torej Turning Point America. In kaj je zdaj ta obrat Amerike? Ideja je obrat v smeri krščanskih vrednot, tradicionalnih vrednot, družine in tako naprej. Zastopil je skratka ravno ta konzervativni obrat, o katerem so ravno kar govorila. To je delo na učinkovit način, na privlačen način, zbral je veliko sredstev v teh svojih kampanjah, zelo premišljeno se je loteval, prav specifično mladih, nagovarjal mlade v študentskih okoljih, dijaških okoljih in tako naprej. V pač nekem družbenem okolju, ki, kot sem opisal prej, je bilo dovzetno za takšne ideje. Tako da je postal popularen in je zdaj neke vrste mučenik tega gibanja. Potrjuje tisto, kar sem prej govoril, ta šarm uporništva, torej lahko to plačaš tudi z življenjem, ampak mi se borimo za prave stvari, za Boga, če hočete, oziroma za tiste vrednote, ki so nekdaj zagotavljale stabilnost v nasprotju z to dekadenco, ki jo zdaj domnevno vidimo. Pa lahko ta gibanja oziroma ta zasuk v desno med mladimi doseže nek vrhunec. Kdaj se bo ta uporniška misel spremenila, ko bodo na vladi v Evropi desne politične opcije in bo upor dobil na drugi strani? Ne vem, spomnimo se le nekaj let nazaj, celo med pandemijo, mislim, da je bilo, pa drugo leto pandemije je slovenska mladina množično volila na referendumu, torej se odločila glede referendum o vodah, in takrat deloma prineslo uspeh levemu polu, vsaj v tem pogledu. Zdaj se zdi, da se mladi nagibajo bolj na desno. Zdaj se nagibajo bolj na desno. Jaz mislim, da se bo nihalo enkrat obrnilo in tako kot ste nakazali, verjetno je za to potreben nek čas, ko je dejansko ta desna politika na oblasti in pokaže, koliko je sposobna recimo obljube dejansko uresničiti. Velik del mladih pravzaprav v Združenih državah Amerike, ki so volili za Trumpa, se je oddaljil zaradi njegovih nenavadnih ekonomskih politik predvsem od Trumpa, tako da bomo videli, kako se bo ta stvar razvijala naprej. Ampak vse kaže, da ima tudi med mladimi ta konzervativna agenda tudi v Evropski uniji v končni fazi, vsa ta politika zapiranja mej, Fortress Europe, torej da delimo trdnjavo Evropa, zapiramo meje in tako naprej. Da ta politika, ki se uresničuje na ravni Evropske unije,
v Nemčiji še posebej, naprimer v zadnjem času, da ima podporo med mladimi. In pravzaprav z vidika demokracije bi tako tudi moralo biti, ne, ta podpora se zdi, da je večinska, ne samo med mladimi, in ta politika mora zdaj pokazati, koliko v resnici daleč lahko seže s svojimi dejanji. So mladi volivci dovzetni tudi do preteklosti, do zanimanja za to, kaj so recimo podobni načini komuniciranja, populizma v 100-letni zgodovini, pa 100 let nazaj, k čemu so privedli, neke vzorci so lahko včasih podobni, pa nisem zgodovinar, da bi zdaj, ampak tako, ko razmišljamo, ne, o tem strah pred tujci, migranti in podobno, ne, je pred manj kot 100 leti privedel do velike morije. Ne. Mislim, da premalo se tega zavedajo, nekateri se, prej smo se pogovarjali, obstaja umetna inteligenca in seveda obstaja nekih 20% zelo zainteresiranih mladih, ki grejo potem tudi analizirati za nazaj, ampak med temi zagretimi desno usmerjenimi mladimi mislim, da ni prav veliko takšnih, no, da gre bolj za takšno površinsko razmišljanje, ki se popolnoma strinjam z vami, je nevarno, seveda ksenofobija, ko prevzame enkrat oblast, vodi, pa ne hote, ne, da bi torej tisti, ki so volili za to, dejansko želeli, dvomim, da tisti, ki so volili za Hitlerja, so želeli, da bi se zgodilo, kar se je potem zgodilo. Ampak je to neko igranje z ognjem, ki se ga mladi premalo zavedajo. Mislim, da absolutno je tako. Ampak smo mogoče malo netolerantni, ampak ignorantski do tega, teh stvari, ki se lahko zgodijo tudi zaradi tega, ker zdaj v živo spremljamo, kaj se dogaja v Gazi, pa ni dobene reakcije, dobenega upora, vsaj ne opazimo ga v tolikšni meri, kolikor bi si to dogajanje to zaslužilo. Mislim, stojimo in gledamo, vi ste se podpisali pod izjavo univerze, ampak ne, papir prenese marsikaj. Ne. Ja. No, in zgodovina je polna takšnega dogajanja, da so se dogajale strašne stvari, manj pokrite ze strani novinarjev, recimo manj pred našimi očmi, pa pač življenje teče naprej, ne, v tistih delih sveta, kjer se to ne dogaja ali pa se počutijo varno. Velikokrat pa je tako, no, da se ljudje predvsem prestrašijo za lastno varnost in vidijo, o moj bog, kaj se dogaja v Ukrajini in Gazi, kaj moramo mi narediti, da se še tukaj ne bo kaj takšnega dogajalo. In zdaj ena reakcija je, dajmo na svetovni ravni ustvariti neke vrednote, ki bodo preprečili, da se to kjerkoli lahko zgodi. In tukaj se ne strinjam čisto z vami, da smo tiho. Mislim, da Slovenija pravzaprav veliko naredi kot majhna članica, da televizija Slovenija se zelo trudi z namenjanjem prostora tem tematikam in da ima tudi neke učinke, omenili ste izjave, ki so se podpisovali na različne načine. Tako da recimo Slovenija poskuša nekaj in jaz nimam občutka, da je še prav dosti manevrskega prostora, kaj lahko ena vlada tako male države še naredi v takšnem političnem ozračju, kakršno je, pač Združene države Amerike tukaj vodijo igro in je zelo težko vplivati na to. Ja. Koliko se torej mladi ukvarjajo s politiko, v preteklih letih smo brali, da jih ta ne zanima, kaj pravijo vaše, oziroma kaj ste ugotavljali v raziskavah, koliko je pasivnih glede tega soodločanja? Mogoče bi lahko generalno rekli, da so mladi še vedno pasivni, ampak mene bolj zanimajo trendi. In če smo tam do leta 2018 vztrajno ponavljali, kako mladi so vedno bolj pasivni, kako se umikajo v družino in prijateljske mreže, se je po letu 2018 dejansko zgodil en preobrat in že leta 2020 smo zaznali kar precejšen porast v vse splošni aktivnosti in političnem zanimanju mladih in volilnem vedenju. Omenili ste tisti referendum o vodah, tam se je to lepo pokazalo
pokazalo, naprimer, tudi v smislu iskanja zaposlitve, recimo, kjer bi se lahko pogovarjali, koliko je to dobro ali slabo, ampak ta fleksibilnost mladih, kaj vse so pripravljeni narediti za službo, se je bistveno povečala. Skratka, aktivirali so se na različnih področjih, tudi v smislu, ne vem, umetniškega ustvarjanja in tako naprej. No in to se je potem nadaljevalo. V letu 2024 smo zabeležili rekordne številke, kar zadeva zanimanje mladih za politiko, tudi samo ocenjeno znanje mladih v politiki. Nismo še tega zabeležili, odkar imamo reprezentativne raziskave mladih na tako visoki ravni. Je pa treba to povedati, ne, da je to okrepljeno zanimanje povezano predvsem z polarizacijo, o kateri sem prej govoril. Če gledaš, na katerem delu političnega spektra se je najbolj povečalo to zanimanje in politična participacija se je na desni. Torej desni, tisti, ki so na desnici, postajajo presenetljivo nekaj novega, bolj aktivistični in zainteresirani za politiko kot tisti, ki so na levici. Tako da lahko pol leta pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji naredimo en zaključek, da bodo mladi volili desno na naslednjih slovenskih volitvah. Ne bi upal narediti takšnega zaključka. V tej raziskavi iz leta 2024 smo jih dejansko vprašali, koga bi volili, če bi bile naslednji teden volitve, in skoraj 30% je reklo SDS, to je res, ampak SDS ne bi mogel ustvariti koalicije. Torej, partnerji niso bili dovolj močni v tej naši raziskavi. Pravzaprav tenka prednost je ostala sedanji levi koaliciji, če se štejemo Svobodo, Levico in SD, so imeli skupaj mečkano čez 50%. In jaz ne vidim razloga, da bi se do danes stanje bistveno spremenilo. Tako da ne bi upal napovedati tega, da bo med mladimi desnica zmagala. To pa, da se bo okrepila podpora predvsem SDS-u, zaenkrat kaže, ki se zelo trudi, prej smo omenjala Krka, kako je bil uspešen, mislim, da SDS tudi zelo sistematično dela na pridobivanju mladih, da se bo torej podpora SDS-u okrepila v primerjavi s prejšnjimi volitvami med mladimi, to pa bi pričakoval. Okay. Glede na to, kam se premikajo torej ti trendi med mladimi, ne, da se predvsem med fanti premikajo v desno, je pa zanimivo, da je razmišljanje o družini in partnerstvu bolj liberalno, pa manj tradicionalno, ne, med mladimi. Kako to? Ja, ker tukaj se uparjata dva trenda. Ne. Imamo to strukturno individualizacijo, ki pač znotraj kapitalizma se dogaja že desetletja in med mladimi zadnjih 20 let v Sloveniji izrazito. In še vedno avtonomija je privlačna stvar. V medosebnih odnosih grejo mladi vedno bolj v smeri tistega, kar je en sociolog Anthony Giddens imenoval čista razmerja. Se pravi, poroka, to je neka obveznost, kjer moraš vztrajati tudi, kadar ni prav zelo fajn. Čista razmerja pa predpostavljajo, preprosto rečeno, da si vedno s tistimi ljudmi, s katerimi si res v resnici želiš biti. Tako da volja po poroki usiha, samskost narašča, volja po imeti otroke prav tako usiha. In to torej pravim povezujem z nekim širšim strukturnim trendom individualizacije. Na drugi strani pa ta dejstva, ne, padajoča rodnost in tako naprej, podžigajo tiste mlade desne aktiviste, da rečejo, gledajte, ta družba resnično drvi v propad, mi bomo morali zdaj nadomeščati to manjkajočo rodnost za priseljenci in tukaj nekoč ne bojo več živeli Slovenci in tako naprej. Tako da pravzaprav gresta ta dva trenda skupaj, ker ob individualizaciji, ki narašča, hkrati lahko to isto individualizacijo uporabiš kot politično zgodbo. Nismo točno definirali, ko govorimo o mladih, 15 do 29 dobro, let. 15 do, sem še del te skupnosti. Ne? Okay. O višjih pričakovanjih naše generacije ste pisali in tudi o višjih razočaranjih. Zakaj prihaja do tega? Je to posledica tega, da pač smo odraščali
najprej uvati in nam je bilo potem preko digitalnega zaslona vse na voljo na dlani. Predvsej, ja. To povezujem z recimo to idejo protektivnega otroštva, ki resnično, mislim, se je stopnjevalo. Eni govorijo o permisivni vzgoji, jaz bolj govorim o protektivnem otroštvu, protektivni vzgoji. Zaščititi mladega, vse ustvariti na tak način, da se mu ne more nič zgoditi, oziroma otroka, ne, in ga usmerjati, ja, kamor hočeš ga usmerjati v obšolske dejavnosti, in to je generacija, v kateri je bilo vloženega daleč največ truda, resursov, denarja, tako. Tudi čist demografsko, če pogledamo, ne, mislim, število mladih se nam je zmanjšalo za tretjino tam od leta 2000, ne, in hkrati se je pa količina resursov usmerjenih na mlade povečala, realni dohodki so se povečali, torej imel si družine z vedno manj otroki, ki pa so imele vedno več razpoložljivega dohodka, razvijale so se seveda tudi razne ponudbe in izobraževalne ponudbe in obšolske dejavnosti. Veliko je bilo vloženega v te mlade in z temi vlaganji so prišla tudi, hočeš nočeš, visoka pričakovanja staršev do mladih, glej vse, kaj smo ti dali in da boš naredil nekaj iz sebe, ne. Implicitno, ni nujno, da je to izrečeno, ampak je prisotno. Otrok je družinski projekt. Ne? Ja, tako, ja. In to otrok to ponotranji v visoka pričakovanja do sebe. Potem pa se pokažejo seveda realne omejitve ob odraščanju in pravzaprav najmočnejši napovednik duševnih težav mladih pri nas je strah pred neuspehom v šoli in službi. Strah, da mi ne bo uspelo. Ker imaš visoka pričakovanja, predvsem do sebe, in potem gledaš, ali v resnici imaš ti to, in veliko mladih ima stiske v smislu spoznavanja svojega realnega dometa. Ne. Tako da ja, potem sledijo pa razočaranja in tudi duševne stiske. Kako jih reševati, to je verjetno vprašanje za koga drugega, ampak kako bi pa lahko družba, vi kot sociolog povedali, kako komunicirati z mladimi neuspehe, oziroma da so tudi ti del procesa? Ja. Jaz mislim, da je ključno vedeti, da če ne boš zelo uspešen, boš še vedno sprejet in boš imel dober status v tvoji ključni referenčni skupini. In ta ključna referenčna skupina tradicionalno je pač družina in krog prijateljev. Zdaj v Sloveniji se nam dogaja to, da se družina nekako krha, da se pušča vedno več avtonomije tudi otrokom in da starši pričakujejo, da se bojo sami osamosvojili in šli nekam v svet in tako naprej. In tudi mladi vedno manj pričakujejo od staršev, torej družina se krha, zaupanje do ožjih družinskih članov, čeprav je to najvišja referenca, kar zadeva zaupanje, še vedno daleč najvišja. Mi smo vendarle v tem mediteranskem delu, kjer je familija pomembna, ne. Ampak se krha. Zaupanje, zadovoljstvo z družinskim življenjem, s prijatelji tudi, vse to se krha. Hkrati pa se ne dogaja tisto, kar se je zgodilo recimo v skandinavskih državah, da se je povečalo zaupanje v ljudi na splošno. Ne, temu rečeno posplošeno družbeno zaupanje. To pa je povezano s tem, kako delujejo pravzaprav družbene institucije. Če imaš ti dobre izkušnje z ljudmi na splošno, torej v šoli ali kot si v stiku z, ne vem, sodišči, katerimi kolimi bolnišnicami in tako naprej, institucijami, potem dobivaš, če imaš dobre izkušnje, dobivaš zaupanje v te institucije in to je način, kako zelo individualizirane, razvite kapitalistične družbe, še posebej na evropskem severu, funkcionirajo z sorazmerno dobrim duševnim zdravjem. Pri nas pa se je zgodilo to, da se nam erodira ta skupnost, družina, prijatelji in tako naprej. Hkrati pa še nimamo takšnega zaupanja v institucije, da bi se ta vrzel nadomestila, ne. Potem je še en kandidat tukaj, ki bi lahko to zaupanje nekako ohranjal, in to je Bog, ne, torej religija, ampak Slovenija je precej sekularizirana in mladina se še naprej sekularizira v povprečju, tako da tudi tukaj ni neke opore in jaz mislim, da je to eden od pomembnih razlogov, zakaj imamo takšno epidemijo duševnih težav mladih. Kot da smo nekako na dnu neke ukrivulje
in upam, da se bo funkcioniranje institucij toliko izboljšalo, da bo to za sabo potegnilo tudi vsaj posplošeno zaupanje v ljudi med mladimi. Medtem ko zdaj konzervativno zasuk pravi, ne gremo nazaj k družini in narodu in torej jaz sem vreden sem zaradi tega, ker sem Slovenec in ne vem, Lavrič, kakorkoli. In si lahko zlahka predstavljamo, kako je to psihološko stabilizirajoče. V primerjavi s tem, da mi mora uspeti v tem svetu, moram biti znan, bogat, ne vem, sicer bo pomeni. Ne. Zakaj je bolje biti bogat in lep, ne pa nujno izobražen? Ja, to so pokazale zdaj naše raziskave, res, ne. Jaz bi rekel, za človeka je pač pomemben status. Odkar obstajajo človeške skupnosti, vsi ljudje prizadevamo za status in vprašanje za mladega človeka je, kaj mi bo prineslo status v referenčni skupnosti in širši družbi. In ja, ali je to izobrazba? V preteklosti je bila izobrazba, ker izobrazba je za sabo avtomatsko potegnila višje dohodke, sama po sebi je že bila referenca statusa, razgledanosti in tako naprej. Zdaj pa mladi več niso tako prepričani, da izobrazba v resnici vodi v višji status, tudi ne v višje dohodke. Nekateri poklici, tudi novinar, naprimer tudi učitelj, so bili bistveno bolj cenjeni in plačani v preteklosti, kot so danes. In seveda mladi to vidijo. Diploma ni sama po sebi garancija, da boš imel visok status in marsikdo, ki polaga keramiko, če se tako izrazim, in je bogat, dosega boljše rezultate v smislu statusa v nekih referenčnih skupinah in morda tudi v širši družbi. Tako da mladi to opažajo. Zdaj z umetno inteligenco se mi zdi, da se pa še bolj maje položaj izobraževalnega sistema in je res zelo pomembno, kako se bomo prilagodili, da ne bomo mladih izgubili. Zaenkrat, kljub temu, da manj verjamejo v izobrazbo, se še vedno vpisujejo na univerze, ni se zmanjšal ta delež mladih, ki se vpisujejo na univerze, kar mislim, da je v veliki meri nekako povezano z razmišljanjem, dobro, kaj pa naj drugega, ne? Bom imel diplomo, kar bo, ampak to, kar smo ugotovili v anketnem raziskovanju, mislim, da je pomembno, da ne verjamejo, da jim bo to v resnici veliko pomagalo v življenju. Vsaj ne v takšni meri, kot so v preteklosti. Ampak je ta generacija mladih najbolj naklonjena temu, da je pač visoko na hierarhični lestvici oziroma da je statusno spoštovana? Ne bi upal reči tega. To je ena takšna neprijetna resnica, antropološka. Jaz mislim, da si vsi ljudje ampak je tudi psihološka. Ne? Vsi ljudje si prizadevamo za status v tako imenih neevropskih družbah, kapitalističnih družbah. Pomembno je, kako te gledajo drugi, ker smo pač ljudje kolektivna bitja in živimo v nekih skupnostih in je zelo pomembno za tebe kot posameznika preživetveno vrednost visoko ima, kako te vidijo drugi. Tako da status je vedno bil pomemben in nimam nekih podatkov, ki bi kazali, da je zdaj kaj bolj pomemben kot prej. Vprašanje je samo, kako ga pridobiti. In zdaj imamo bolj te potrošniške vrednote. Pridobiš ga tako, da si lep, da si bogat, izobražen je pa tako. Večkrat smo že omenili to netolerantnost do drugačnih, do tistih, ki prihajajo sem. Jaz spremljam nogomet, največ po službeni dolžnosti, pa tudi sicer bi ga, ampak v Mariboru imamo zdaj investitorje, ki prihajajo iz Turčije. Novinarji smo v zadnjih mesecih večkrat omenjali turške lastnike, kar je nogometne navdušence zmotilo zaradi negativne konotacije. Mi smo to, vsaj zase lahko, pa še za marsikaterega kolega trdim, nismo slabšalno uporabljali, ne? Zelo sem odprt, nisem ksenofob ali karkoli takega, ampak zakaj mislite, da ljudi moti, pa lahko bi trdil, to ni zagotovo, ampak verjamem pa, da je marsikdo od teh, ki ga je to zmotilo, manj toleranten, recimo,
kot sem sam. To je mogoče zdaj tak en izziv med podcastom. Jaz mislim, da je to sodi v kategorijo politične korektnosti. Dajmo paziti, kako uporabljamo jezik. To je en tudi precej poudarjen trend v zadnjem času na različnih področjih, tudi uporaba ženskega spola, dosledno študentke in študenti, profesorice in profesori in tako naprej. Treba je paziti, kako z jezikom, in to predvsem intelektualci na levi so začeli poudarjati tudi v smislu zaščite pred sovražnim govorom. In potem se pač to lahko ljudje različno razlagajo in v tem čustvenem medosebnem preigravanju, tudi političnem preigravanju lahko uporabljajo na različne načine. Torej v tem smislu, kar ste vi ali pa novinari, kar so uporabili izraz turški lastniki, tukaj naj bi bil problem za te lastnike, ki so iz Turčije. Oni bi naj bili užaljeni. Mislim, da na koncu so celo bili, čeprav je ta glavni šef kluba Džuni Lidžali na eni od novinarskih konferenc dejal, da njemu ni pomembno, da je ponosen na to, da je Turek. Bolj je to zmotilo navijače, pa celo tiste, ki so sami pogosto ksenofobi. In ta sociološki vidik tega, zakaj jih je to zmotilo, me zanima. Je to samo pač način, da se negira pisanje novinarja, medija, zato ker pač smo v obdobju, ko je zaupanje v medije na psu, ali pa da pač so novinarji v bistvu krivi za vso nastalo situacijo na svetu, ne za nekatere pravim. Ampak ja, to me zanima, zakaj je ksenofoba recimo zmotilo, da se uporablja izraz Turek za nekoga, ki je Turek. Ja, je to malo nenavadno. Kot sociolog bi rekel, da mi to kaže predvsem, kako je etničnost pomembna, kako je narodna pripadnost zdaj pomembna stvar in kako so mladi občutljivi, verjetno so ti navijači v veliki meri mladi, ne, pa tudi ne tako. Ampak kako je torej za mlade, pa tudi sicer zdaj, ali si Turek, ali si Madžar, ali si Slovenec, ena nevralgična stvar, ki se lahko potem v nekih situacijah, skoraj bi rekel, tragikomično obrača v eno ali drugo smer, kaj je kdo narobe rekel. In tukaj se, mislim, da dobro kažejo te meje in negativni učinki pretirane politične korektnosti, ker lahko se med sabo obtožujemo, kako smo nerodno uporabljali jezik praktično v nedogled. Ne? In mimogrede, mislim, da je tudi to eden od razlogov, zaradi katerega je mladim bolj blizu neki Trumpov pristop, ki je direkten, ki, mislim, ne samo, da krši neka načela politične korektnosti, ampak jih resnično povozi in je ekstremno, kak bi rekel, neotesan in izpade spontano in direktno. In za mladega je to privlačno, ne? Mislim, bolj kot pa ne moreš povsod paziti in da je vsako sporočilo zamotano v neke olepševalnice in tako naprej. Gre tudi vam na živce ta pretirana politična korektnost? Ja, v nekaterih primerih ja, to, kar ste zdaj opisali, se mi zdi, da je kontraproduktivno. Ja, mislim, iskreno povem, da tudi meni včasih gre, oziroma da rad prisluhnem spontanemu pogovoru, oziroma ko nekdo pač govori iz duše, srca, tudi če kdaj pove nekaj, kar recimo meni ni po ideološki plati všeč. Kdaj bomo naredili nazaj premik k večji spontanosti? To se je zdaj zgodilo, ravno sem omenil Donalda Trumpa, Boris Johnson je bil pred njim, recimo take vrste voditelj. Bi rekel, da je tudi desnica zdaj ugrabila to priložnost. Levica zdaj je neka paradoksalno, tradicionalno je bila desnica zagovornik neke dostojnosti in institucij in tako naprej. Zdaj pa je levica zagovornik dostojnosti in treba je paziti, kako govoriš, tudi treba je spoštovati institucije. Torej levica brani to, kar je včasih desnica. Desnica pa je tukaj izkoristila priložnost in ona je zdaj spontana, revolucionarna, ne pazi na torej to govorno omejitev in tako naprej. In
s tem mislim, da nagovarja predvsem mlade, ki pač še posebej cenijo spontanost in direktnost. Ja, vidite v slovenskem prostoru kakšnega takšnega političnega predstavnika, ki bi vas s to direktnostjo nagovoril oziroma ne nagovoril, ampak je pač nastopa tako. Ja. Jaz mislim, da dejansko Janez Janša poskuša nastopati tako, ima včasih provokativne izjave na socialnih omrežjih, ki so tako provokativne, tako direktne, tako velikokrat tudi neprimerne, da seveda jih potem povzemajo javni mediji in to postane viralno med mladimi, ker glej to, kaj je on rekel. Medtem ko na levici ne vidi nobenega takega. Mislim, da ni Janša tako karizmatičen ali spreten, kar se tega tiče, kot je recimo Donald Trump. Ampak mislim pa, da poskuša igrati na to karto in da je tudi do neke mere uspešen. Ja. Okay. Kdaj bo naslednja raziskava o mladih? Trenutno delamo raziskavo Mladina 2025, ki je bolj usmerjena na mladinski sektor, torej kako delujejo organizacije v mladinskem sektorju, mladinsko delo in tako naprej. Ampak ima tudi en del, ki se ukvarja z splošno populacijo mladih, delamo anketo na 1000 pač mladih, reprezentativnem vzorcu in nekaj vprašanje tudi take sorte, ki so bolj zanimive za širšo javnost, tako da pričakujem rezultate v roku pol leta. Dobro, kdaj se vi ukvarjate z raziskovanjem mladih, še iz mlajših let? Začelo se je leta 2001, pravzaprav, ko nas je študentska organizacija Univerze v Mariboru povabila, da bi naredili anketo študentske populacije v Mariboru in smo jo dejansko naredili in potem smo jo naredili še leta 2002 in 2003 in 2004 in leta 2005 smo naredili študentsko populacijo v celi Sloveniji, za ŠOS, za študentsko organizacijo Slovenije. No in potem leta 2010 pa smo prijavili projekt pod mojim vodstvom nacionalne raziskave Mladina 2010, od takrat pa se resno ukvarjam. No, potem sem tudi začel sodelovati z eno nemško fundacijo Friedrich Ebert Stiftung, ki so tudi financirali zdaj že 3 nacionalne raziskave mladih v Sloveniji in kot sem prej omenil v jugovzhodni Evropi. Tako da sodelujem z njimi in na različnih projektih z predvsem sredstvi Republike Slovenije. Jugovzhodno Evropo ste omenili, tam je beg možganov veliko večji kot v Sloveniji. Obstaja kdaj kakšna bojazen, da bi tudi Slovenija lahko bila del tega trenda ali imamo v bistvu dovolj dobre pogoje za mlade, da tukaj ostajamo? Ta bojazen je bila na vrhuncu tam leta 2015-2016, ko smo tudi še čutili ali pa mogoče med mladimi v smislu brezposelnosti in tako naprej v največji meri čutili posledice velike globalne recesije, tam iz leta 2009. In takrat smo imeli skoraj neko moralno paniko. Včasih sem se jaz tudi oglasil v tem smislu, da stvari niso, kar se tiče številk, tako kritične, kot kar se medijsko prikazuje, ampak govorilo se je o eksodusu mladih, tudi politično se je to instrumentaliziralo v tem smislu, gledajte vlada, kako slabo delate z mladimi, mladi vam bojo vsi ušli, nam bodo vsi ušli v tujino. Ampak takrat je bil res en tak val izseljevanja, ampak tudi v tistem času smo imeli mi neto prirast mladih, selitveni prirast mladih. Zdaj pa imamo zelo visok selitveni prirast mladih in ravno sem gledal podatke za zadnje dostopno leto iz leta 2023 na 2024 je število mladih, ki se je odselilo iz Slovenije, bistveno upadlo. Tako da pravzaprav se nam škarje razpirajo, vedno več mladih se priseljuje v Slovenijo iz drugih držav in vedno manj mladih se izseljuje. Tako da mi imamo neto selitveni prirast in to se konstantno pravzaprav pozablja. Gledamo samo državljane Republike Slovenije, ki so se odselili in če to narašča, je problem. Ampak to je zdaj vprašanje tudi potem za neko politično razpravo, ne? Ali nas samo skrbi, da naši odhajajo
mogoče v Nemčijo ali nekam na zahod. In nismo zadovoljni s tem, da prihajajo pa iz drugih držav mladi, ki so prav tako ambiciozni in tukaj prevzemajo delovna mesta, se integrirajo in tako naprej. To bi bila najbrž neka desničarska interpretacija, bi jaz rekel. In moja interpretacija je, da je pravzaprav Slovenija, kar se tega tiče, v dokaj ugodnem položaju. Mladi odhajajo, ampak ne iz, bi rekel, eksistencialne stiske. In mnogi med njimi se vračajo, tudi to podatki kažejo. In predvsem imamo eno takšno mešanje, ne? Še več mladih pa prihaja. Mladi ostajajo zaradi tega, ker so tukaj boljši pogoji za delo, ker je vedno več stanovanj. To so malo zdaj provokativno, ampak... Stanovanjske problematike se niso dotaknila, seveda to je glavna, najbolj pereča točka, kjer lahko država nekaj naredi. Pred časom je bil to trg dela, zaposlitve, zdaj se je tukaj stvar obrnila, ne. Prekarnost je še vedno problem, ampak brezposelnosti tako nizke še praktično nismo imeli, stanovanja pa so v resnici problem. Ne, ampak onkraj tega stanovanja tudi, če gremo malo v podeželje, pa vendarle se da nekako znajti, zdaj je treba pač malo dlje voziti in tako naprej. Ni, bi rekel, tako strašno katastrofalno, da bi se mladi odseljevali, je pa absolutno to nevralgična točka, ki jo država mora nasloviti. Ampak hotel sem reči, da gledamo tudi, sprašujemo mlade, kako vidijo Evropsko unijo in kako vidijo Slovenijo po istih kriterijih, kako dobro je tam živeti in tu, kako je demokracija razvita tam in tu, človekove pravice, dobiti službo in tako naprej. In v letu 2024 smo tako rekoč ujeli Evropsko unijo, torej Slovenija je videna se strani mladih v Sloveniji kot približno tako dober kraj za živeti kot Evropska unija, kot celota. Tako da ni več nekega tako močnega interesa, da bi se preselil nekam drugam. So mladi v Mariboru kaj drugačni kot v ostalih koncih Slovenije? Ali je to splošno vprašanje? Predvsem nimam podatkov, s katerimi bi tukaj lahko verodostojno odgovoril, tako da rajši ne bi ugibal. Okay. Vi ste študirali v Mariboru? Drži. Študentsko življenje v Mariboru je bilo v vašem času kakšno? Vrhunsko. Za mene je bila to najlepša življenjska izkušnja. V študentskih domovih je bilo takrat veliko svobode, tudi veliko zabav. In bili smo povezani študenti, no. Skratka, to je bilo eno zelo dobro obdobje v mojem življenju. Študij, takrat na ekonomsko-poslovni fakulteti, moram reči, sem končal ekonomsko-poslovno fakulteto in se potem odločil za sociologijo. Štuk še ni odprt, ne? Sem slišal naslednjih dneh, ali vas to ne zanima. Vseeno verjetno greste mimo štuka, ne? Gre mimo z lepimi spomini, ampak ja, bolj redko se ustavim. Dobro. Za konec še mogoče sporočilo za tiste, ki vzgajajo mlade oziroma bodoče mlade, kako ravnati z njimi, če sem prav ujel med pogovorom, čim manj z rokavicami oziroma z vato, kot ste dejali. Ja, mislim, da je treba v večji meri prevzeti tveganje, da se mlademu človeku kaj zgodi, ko eksperimentira. Čeprav sem tudi sam starš in vem, kako težko je to, in kako težko je potem tudi prenašati, ko se zgodijo stvari, ne, kar se zgodijo. Ampak mislim, da je to vseeno boljša opcija kot neko zelo protektivno ukvarjanje z otroci. In pač svetoval bi tudi to, da mora otrok in mladostnik vedeti, da je vreden in da bo ostal del skupnosti, spoštovan, ljubljen, če hočete, vsaj nekje, recimo v družini, tudi če mu ne bo uspelo, torej če ne bo dosegel ne vem kaj. Mislim, da so ti pritiski k osebnemu uspehu zelo visoki in da jih poganjajo tudi starši, sicer za dobrimi nameni, ampak po mojem pretirano. Hvala, gospod Miran Lovrič, doktor, redni profesor, raziskovalec religije mladih in ena stvar še je, pa sem pozabil. Vrednot, ok. O vrednotah nismo toliko govorili, mogoče naslednjič. Z veseljem vas bom še povabil v naš podcast. Za konec pa še seveda vsebine, ki jih prinašata večer v soboto in v nedeljo.
Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, tokrat v sobotni prilogi predvsem teme prihodnosti. Gospodarski minister Matjaž Han o naši prihodnosti, tudi o božičnicah, stanju države in gospodarstva, pa aktualnih razmerah v domači politiki. V bistvu lovimo ribe in na trnek prime vsaka pravi ter poudarja: nikdar nisem nikogar na ministrstvu vprašal, iz katere politične stranke je, in mislim, da so to vsi smatrali kot dobro. Roboti v medicini niso več znanstvena fantastika. Govorili smo z Mariborčanom, prvim pacientom, ki mu je robot presadil ledvico. Nas bodo čez 10 let operirali samo še roboti? Ideja robotskih operacij je seveda tudi, da bi lahko operirali nadaljavo. Nek izjemen kirurg bi recimo lahko operiral bolnika tudi čez lužo, kje za zdaj domujejo roboti v medicini. Zakaj se najstnikom zmeša, kako govorijo mišice in zakaj se širijo lažne novice hitreje od ostalih? Zakaj je nujno, da se znanost komunicira oziroma jo znajo predstaviti znanstveniki sami? V svetu instant novic to priložnost ponuja znanstveni slam. Kako izgleda vsakdanjik v Palestini, od dnevnih tekem za vodo, hrano, ugibanji, koga bo napadlo letalo v preletu, ter tudi tekom za življenje. Kaj beremo v nedeljo? Vsakemu pripada določeno število bušk. Ljubezen je v življenje Tinkare Kovač in pevca ter multiinštrumentalista Uroša Cingesarja vstopila skozi note. Letvica više in više v poslu in v športu. Dušan Olaj, podjetnik, maratonec, triatlonec in šahist, si lahko zdaj končno vzame čas tudi zase. Duol ni več njegova zadnja misel, preden zaspi, in prva, ko se zbudi. Marija Merljak: buče premalo cenimo. Toliko dobrih, zdravih in hranilnih snovi vsebujejo, da bi jih morali kovati v zvezde. Poleg krompirja so buče na začetku nove dobe nahranile celotno Evropo. Še preblisk za konec: nekoč smo živeli na podeželju, zatem v mestih, zdaj pa živimo v omrežju, je dejal Mark Zuckerberg. Lep konec tedna želimo.